Pozdravljeni! Pričenjamo s srečanjem ATTD. Obsežnejši temi letošnjega srečanja ATTD sta bili telemedicina in vse širša uporaba neprekinjenega merjenja glukoze, ki prinaša izboljšanje glikemije. Naj začnemo z zdravstvenimi obravnavami na daljavo, ki jih je razmahnila epidemija COVID-19. V praksi se izkazuje kot dober dodatni način spremljanja in vodenja oseb s sladkorno boleznijo. Na področju telemedicine so se zato razvile mnoge tehnološke izboljšave, programske rešitve in pripomočki. Ključnega pomena za osebe s sladkorno boleznijo so tudi komunikacija z zdravstvenimi delavci in strokovno svetovanje na daljavo. Zbrani strokovnjaki naj bi zato že razmišljali o načinu financiranja tovrstnih obravnav. Vse več je tudi dokazov o občutno izboljšanih izidih zdravljenja pri uporabi neprekinjenega merjenja glukoze, ki mu s kratico pravimo CGM. To se izkazuje tudi v kombinaciji s pametnimi peresniki, ki predstavljajo tehnološko novost na trgu. Ti s pomočjo aplikacije na pametnem telefonu uporabniku pomagajo odmerjati inzulin, ga spomnijo na odmerek in preverjajo ustreznost temperature inzulina. Omenjena nadgradnja neprekinjenega merjenja glukoze v medceličnini pomembno vpliva na urejenost sladkorne bolezni. Za zaključek pa naj vam predstavimo še rezultate uporabe sistema MiniMed 780G. Pri preizkusu, ki dokazuje, da čas v ciljnem območju dosega 76,2% uporabnikov, je sodelovalo kar 4120 oseb, ki so sistem uporabljale med 28. avgustom 2020 in 3. marcem 2021. V nočnem času je ta odstotek narasel celo na 83%. Rezultati so izjemni, a pri nas ciljamo še višje. Kot že veste, je samo vodenje sladkorne bolezni povezano z vašimi vsakodnevnimi navadami. Če so te takšne, da vam ne povzročajo velikega nihanja sladkorja v krvi, lahko z njimi nadaljujete. V primeru, da povzročajo velika nihanja, pa je dobro, da svoje navade začnete spreminjati. Kartice izzivov so v tem primeru idealna rešitev, če potrebujete motivacijo in spodbudo na poti do uspešnega uravnavanja vrednosti sladkorja v krvi. Namen kartic je sprejemanje takšnih odločitev, ki vam ustrezajo in pripomorejo k boljšim rezultatom. Zagotovo vas bodo spodbudile k sprejetju izziva, ki ga boste uspešno osvojili in posledično izboljšali izid vašega zdravljenja. Si predstavljate življenje oseb, ki ne zmorejo več zadrževati in odvajati urina ali blata? Takšne težave so izjemno nadležne, saj močno otežijo preproste vsakodnevne dejavnosti in vplivajo na družabno življenje posameznika. Zaradi strahu, da urina ali blata ne bi mogle zadržati, se morajo osebe z inkontinenco ves čas zadrževati v prostorih, kjer je v bližini stranišče. Nekatere osebe se zato odpovejo svojemu hobiju ali pa celo službi. Za zadrževanje in odvajanje urina in blata so odgovorni križni živci, ki nadzirajo mehur, črevesje in mišice medeničnega dna, ki sodelujejo pri odvajanju. Če komunikacijski sistem med temi križnimi živci in možgani ne deluje pravilno, se lahko pojavijo težave, kot so prekomerno aktivni sečni mehur z urgentno urinsko inkontinenco in pogostim odvajanjem urina, zastajanje urina, nezmožnost zadrževanja blata oziroma fekalna inkontinenca ter nezmožnost odvajanja blata. Naj povemo, da inkontinenca ni težava starostnikov in pretežno žensk. Z njo se soočajo tudi mlajše osebe in moški. Morda še ne veste, a inkontinenco se lahko tudi zdravi s terapijo imenovana sakralna nevromodulacija oziroma stimulacija križnega živca. Kot zanimivost naj povem, da začetki zdravljenja segajo v začetek 80. let, v Evropi pa so jo odobrili leta 1994. V Sloveniji je zdravljenje inkontinence novost, prvi rezultati pa kažejo veliko zadovoljstvo bolnikov in izboljšano kvaliteto življenja. Poletje pri ravnanju z medicinskimi pripomočki in zdravili zahteva nekoliko več previdnosti, saj zunanje temperature dosegajo in presegajo 30 stopinj Celzija. Ker visoke temperature inzulinu in pripomočkom za zdravljenje sladkorne bolezni škodujejo, jih je treba vedno zavarovati pred neposredno sončno svetlobo in vročino. Za prenašanje pripomočkov lahko tako uporabite hladilno torbo, pri čemer pazite, da nobenega izmed njih ne položite neposredno na zamrznjene hladilne vložke.
Da merilnik glukoze ne bo kazal napačno izmerjene vrednosti, ga tudi ne puščajte v razbeljenem avtomobilu, ob oknu in na drugih pregretih mestih. Svetujemo, da ga hranite v temperaturnem območju, ki ga priporoča proizvajalec, kar je še posebej pomembno tudi za testne lističe. Če pa ste merilnik nehote pregreli, ga pred izvedbo meritve za 20 minut pustite na sobni temperaturi. V primeru pregretih testnih lističev pa je lahko poškodovan reagent, zaradi česar bodo odstopali rezultati meritev. Zato ne zaščitite le sebe, temveč tudi svoje pripomočke za samovodenje. Vodilni svetovni proizvajalec medicinske tehnologije Medtronic je konec maja objavil razveseljivo novico. Napovedal je namreč prihod senzorja nove generacije Guardian 4, ki ne bo več potreboval kalibracije. To pomeni, da za umerjanje ne bo več potrebna meritev glukoze iz prsta. Senzor Guardian 4 se bo povezoval s sistemom Minimed 780G, zato bo ta postal še bolj enostaven za uporabo. Poleg tega pa se bo novi senzor povezoval tudi s samostojnim sistemom za neprekinjeno merjenje glukoze Guardian Connect. Oba sistema bosta za delovanje z novim senzorjem potrebovala tudi nov oddajnik. Družba Medtronic je že pridobila oznako CE, kar pomeni, da se lahko senzor Guardian 4 začne prodajati v Evropski uniji predvidoma jeseni. V Sloveniji pa ga pričakujemo nekje v začetku prihodnjega leta, zato spremljajte naše novice in objave. Po deževnih majskih dneh je junija na vrata vendarle potrkalo sonce, ki nas vse bolj vabi na oddih in zabavo. Omamni vonj morske vode in borovcev kar kliče po skoku v vodo in vodnih športih. Da se zabava v vodi ne bi končala prehitro, specialistka otorinolaringologije, izredna profesorica dr. Saba Batelino priporoča zaščito pred vdorom vode v sluhovod. To še posebej velja za osebe s kroničnim vnetjem srednjega ušesa, poškodbo bobniča, za osebe z ustavljenimi timpanalnimi cevkami, v primeru ozkih sluhovodov ter za vse, ki so imeli operativni poseg v srednjem ušesu. Prilagodljive čepke iz vodoodpornega silikona lahko uporabite večkrat. Nosijo se samostojno ali s trakovi, ki še dodatno zaščitijo občutljiva ušesa in sluhovod. Želimo vam prijetne počitniške dni in brezskrbno uživanje v vodi. Veseli nas, da ste bili v naši družbi. Vabimo vas, da nas všečkate na Facebook strani, kjer boste seznanjeni z vsemi novostmi. Sledite nam na Instagramu in se za samodejno obveščanje o novih videovsebinah naročite na naš Zalokar in Zalokar YouTube kanal. Spremljajte nas in se vidimo septembra v novi sezoni.